Dobrodošli nazaj. Nadaljujemo torej s pogovori z ustvarjalci včeraj predstavljenih filmov v tekmovalnem programu in včeraj smo imeli priložnost videti tudi celovečerni slovenski igrani film Elvis Škorc, ob meni pa že široka zasedba ustvarjalcev in sicer tule takoj ob meni glavni igralec Maks Peštaj-Zevnik v vlogi Elvisa, pa potem Radovan Mišič kot producent in potem še štirje igralci, igralke in sicer Frida Bratuš, pa Manca Dorar, Zvezdana Mlakar in Matej Puc. Mogoče najprej vprašanje za producenta. Radovan, seveda imamo pri nas kar močno tradicijo mladinskega filma, ampak kaj je nekako narekovalo, da bi knjižna uspešnica Janje Vidmar lahko dobila tudi podobo na filmu? Kako je pravzaprav prišlo do tega, da je Boris Jurjaševič kot režiser prevzel nastanek tega filma, vi pa seveda kot producent z vašo hišo Fabula? Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz mislim, da je želja filmskega centra, ki vodi politiko ustvarjanja filmov v Sloveniji, tudi ta, da se začnejo ali pa da se nadaljuje z ustvarjanjem filmov, predvsem za publiko, v tem primeru za mlade, za družine. Mi imamo ne samo mladinski, ampak pravijo, da naš film družinski, to pomeni, da smo še širši, še bližji publiki in mislim, da nam je na nek način to uspelo in kaj ne rečem drugega, kot pa veliko zadovoljstvo včerajšnje projekcije, reakcije publike. Mi smo se navadili na to že v Nemčiji, na svetovni premieri in skozi premiere po kinematografih v Sloveniji so bile reakcije publike izjemne, vendar včerajšnja publika je bila izjemna, seveda je to festivalska publika, tako da se še enkrat zahvaljujem vsem, ki so včeraj gledali film in ki so tako s takimi pozitivnimi reakcijami reagirali na to, kar smo mi ustvarjali, mislim, kar nekaj let vse skupaj. Hvala, Radovan, za začetek. Maks, kako si seveda ti pristal v filmskem svetu, si moral tudi prebrati najprej knjigo, si predstavljal, kako Elvis izgleda in da to si zdaj ti in kako narediti in najti tega 14-letnega, v bistvu zelo pridnega učenca, ki pa ima seveda tudi zelo bogato socialno življenje. Kaj ti je knjiga pomagala, koliko ti je bila seveda knjiga kot neko vodilo in kako si sam zdaj nekako gledaš vse te svoje projekcije na platnu? Torej, jaz sem prišel na audicijo, kjer sem skozi proces audicije izvedel, kaj dejansko jaz delam, zakaj sem se sploh prijavil na audicijo. Knjigo sem prebral potem, ko sem dobil vlogo, prej te zgodbe nisem poznal. Je pa v bistvu, film je skozi sam proces nastajanja, potem, ko smo dobili mene za glavnega igralca, se zelo spremenil. In v bistvu je zelo otavil stran od same knjižne zgodbe, zato ker so mogli prirediti Elvisa kot glavnega lika, zaradi tega, ker nekako se nismo mogli, vizualno sem si Elvisa v knjigi zelo drugače predstavljal, ne. Elvis je opisan kot en tak debelušen fant, neroden, ne, in pač tega z mano nažalost nismo mogli narediti in smo zato mogli zelo spremeniti samo zgodbo, da v bistvu pol Elvis se malo spremenil, še kar sem si pa zelo pomagal s stvarmi, kako Elvis razmišlja, ki so v knjigi napisane, ker je to pač zelo podobno vseeno v filmu pa tudi nastalo. Kako ti je mogoče Boris predstavil Elvisa in to svojo variacijo, ki je pač potem ob tvojem castingu postala precej drugačna? Kaj ti je dovolil oziroma kako ti je nekako usmerjal, da je lahko tvoj Elvis drugačen, kot je bil Janjin? Tle mi zdi, da sta glavno zaslugo imata Boris pa Manca. Z Manco smo bili en mesec pa pol pred snemanjem smo imeli vaje. V bistvu je bilo fajn, ker nam je zelo dovolila, da smo si lik sami ustvarjali. V bistvu nam je dala par istočnic, zelo nam je pomagala, da smo, kako bi temu rekel, pač povedala nam je, kako se igra. Rekla nam je, ok, moraš imeti v glavi neko misel, s katero boš pol ti neko čustev pokazal na kameri. Potem v bistvu nam je dovolila, da smo si lik sami ustvarjali, tako kot ga mi vidimo, da je pač nam najlažje, da ga pol mi na tak način predstavimo pred kamero in bi se tle zelo rad ti zahvalil, ker se mi zdi, da je res mi zelo pomagala, da je lahko Elvis oživel na platnih. Hvala, Maks. Frida, kako si imela ti odnos do knjige in do svojega lika, kako se je to počasi spreminjalo in s pomočjo Maksa in Mance in seveda tudi Borisa? Ja, moj odnos do knjige ima tak zanimiv odnos, no. Jaz knjige nisem nikoli do konca prebrala, ker v momentu, ko sem zvedela, da mojega lika ni v knjigi in da je bil dodan, sem pač rekla, da si pač bolj pa ni pomembna, ne?
ampak mislim, da moram enkrat prebrati, no, da je to vse neka zaključena izkušnja, da tudi knjigo preberem. Boris je meni Klaro opisal, kakor, ja, ti boš ful piflarka, imela boš očala, verjetno boš imela malo čudno frizuro, taka zaljubljena boš, pa moraš si predstavljati, da res se moraš delati tako pametno. Pa sem rekla, aha, super, a pa to bo imela veliko vlogo, mehno vlogo, pa je rekel Boris, veliko vlogo. In sem tako, okej, to super. In meni je bilo res top igrati Klaro, ker je bila tako taka zadržana punca, je živi v sencah drugih ljudi, predvsem pa nekako iz ozadja pol postane bolj pomembna. Tako da jaz sem se imela dober, ker sem igrala Klaro. Mogoče sem bila tudi malo drugačna, kot sem ponovadi in mi je bilo zato Klaro lažje igrati. Ampak ne, zelo sem vesela, da imam to vlogo, no. Kako je bilo pri tebi glede pomoči Mance tudi? Ja, ne, jaz se strinjam s čisto kar je Max rekel, ja. Ta svoboda, ki nam je ona dala v bistvu pri tem, da smo lik si nekako sami izmislili in ga sami oblikovali, se mi zdi, da je bil nek ključen detajl, ki je naredil naše karakterje bolj močne. Tako da sem zelo vesela za vso njeno pomoč. Zdaj smo slišali mnenje obeh dveh mladih igralcev, zdaj bom pa tamle prešaltal na tole stran uveljavljenih igralcev, da vidim, kako ste vi v bistvu sodelovali z tole mladino. Kaj je bilo mogoče res najbolj ključno, pa bo mogoče to najprej za Manco vprašanje, da te igralci dobijo občutek, da je to njihov film in da se počutijo zelo samozavestno, kljub temu, da počnejo nekaj, česar niso tako vajeni kot recimo vi trije. Itak smo imeli srečo s tem, da smo jih dobili, ker smo na castingu jih zbrali, ker so se nam zdeli primerni, ampak jaz mislim, da ključno je bilo to, da se oni počutijo sproščene. Da ni to zdaj nekaj blazno, da mi zdaj neki to morajo oni zelo biti natančni in disciplinirani, ampak da so sproščeni v tem in da imajo to svobodo, da nekaj ustvarjajo in predvsem meni je bilo ključno to, na nek način, da se povežejo, v bistvu, da imajo med sabo dobre odnose, medsebojne, v smislu, da, pač rekla sem jim, kolikor boš dal, toliko dobiš nazaj, da tudi kdaj igraš za soigralca, in da se morajo drug za drugega potruditi. In se mi zdi to ena taka dinamika skupinska, ki je zelo pomembna, zato, da si in sproščen, in svoboden, in seveda, hkrati pa pač smo to delali posamezne v njihove like, kaj si mislijo v zadnji, ko to govorijo, v kakšnem odnosu so, kje so zdaj v scenariju, kje so v zgodbi. Čisto kakor se pač lotevamo odrasli, ampak je tudi fajn, da oni to vejo, tudi otroci, jim da to neko sigurnost. In hkrati to, da nikoli ni bilo, to je bilo pa zdaj fuzar, nikoli ni bilo od nas tega komentarja, ampak vedno je bilo tako, to je bilo dobro, da bomo probati še tako, probamo še drugače, vsi skupaj iščemo nekaj. To se pravi dejansko spodbuda, pa hkrati tudi en občutek varnosti v nečem, česar načeloma res niso vajeni. Ja, pa ta skupinska dinamika, tudi, da se pomagajo drug drugmu v bistvu. Matej, mogoče zate tudi podobno vprašanje kot oče, v bistvu tak rahlo melanholičen, ampak izjemno prizemljen. Nekako imam občutek, da ti ta vloga takšnega očeta paše. Skoraj, ko zaprem oči, pa si predstavljam očeta v slovenskem filmu, nekako zdaj imam občutek, da dobim tvojo podobo. Kako si poskušal in ta lik graditi in predvsem pomagati mladini, da se je počutila, tako kot je tudi Manca rekla, samozavestno, sproščeno? Ja, mladini sploh ni bilo treba nič pomagati, zato ker so bliže zelo utečeni, profesionalni, hkrati pa tudi z neko to mero sproščenosti, se mi zdi tudi celoten set je deloval zelo tako sproščen, pogojno rečeno, poleten, ker smo poleti snemali in je bil neka ta poletni pozitivizem v zraku iz vseh strani, od Radovana navzdol. Tako da sem se sam priklopil na njih, ki so bliže, ta motor je že tekel, tako da meni bo treba nič karkoli pomagati, ker čemu sem se jaz lahko tudi od njih malo naučil, se mi zdi neke te, da ni treba včasih toliko zakomplicirati, kot se mi igralci kdaj zakompliciramo. Kar pa se vloge tiče, ja, mislim, mi je znana ta, se pravi, oče najstnika, mogoče ta melanholični del pri meni osebno malo umanjka, no, jaz sem vseeno malo bolj.
Ampak, ja, ne vem, kaj naj rečem še. Super, mislim, da je odlično izhodišče tudi Zvezdana za vprašanje za vas. Kako lahko rečete, da ste bili vi mogoče, kaj je vas najbolj navdušilo pri tej novi generaciji mladih igralcev, ki bodo, kot kaže, vodili mladinski film v naslednjih desetletjih, hkrati je pa tudi vam dalo en poligon, kjer ste lahko svoje igralske veščine znova prikazali? Tako bom rekla, najprej začela bom s tem, da seveda igralke v mojih letih nimajo kaj velikih izzivov, ne? In da nam razen to, da igramo babice, pa kakšne zafrustrirane tete, ne, v bistvu nič kaj dosti ne ponuja ta slovenski prostor, filmski. In včeraj sem prvič gledala film in sem bila tudi, to je zdaj drugo izhodišče, zelo fascinirana oziroma tako mi je bilo toplo pri srcu, ker se mi zdi, da je slovenski film mladinski, zelo pomemben, tudi za našo kulturo, tudi za vzgojo, da je dober film, za vzgojo naših gledalcev bodočih, ker mi vsi vemo, kakšen je ponavadi odnos do slovenskega filma Slovencev, ne, odraslih, ne. Tako da to je dober film, izjemno dobro zaigran, tako da Manca zdaj sem šele ozavestila, koliko si ti v bistvu pomagala oziroma to, kar si zdaj govorila o tej skupnosti, o tej sproščeni ustvarjalnosti, to je v bistvu najbolj plodna zemlja za igralca, za ustvarjalnost igralca samega, ne. Mislim, mi si vsi mislimo, da moramo imeti neke koncepte in da moramo biti nekam globoko kopati in ne vem kaj še vse, pa ni. Mislim, da je, sicer se vedno bolj tako dela, tudi da je najbolj rodovitna zemlja ravno v tej kreativnosti, v sproščenosti in v sodelovanju, ker mislim, da mi ne moramo, noben od nas ne more biti sam dober, če nima dobrih soigralcev. Jaz sem se največ z Maxom igrala, pa s Chiaro in mene presenetili, jaz sem že v enem intervjuju napisala, ker so rekli, kaj mislim o Maxu, jaz mislim, da je Max igralec, ne. Sicer a njemu je, mislim, da jasno, da bo moral še verjetno delati in se razvijati, zdaj sem videla tebe, tudi ti, mislim, to so vse talentirani ljudje, ki so mladi, ki ne doživljajo, upam, da jih ne bo zaneslo slavo kot slavo, ne. Za dobrega igralca je potrebno, kako bi rekla, dobro delo, disciplina, tehnika, mislim, da prideš res do viškov, pač moraš, ne gre samo za nek prvi navdih, ko v bistvu igraš nekoga, ki je blizu tebe. Kar se moje vloge tiče, pa moram reči, da mislim, mi je bil izziv. Jaz nisem hodila narediti, mislim, jaz si pač ne bi rada padla v te stereotipe v smislu babica, super babica na kotalkah, ne, ker tudi too much, ne, mislim, zakaj bi se jaz morala delati neke, mislim, zakaj bi se morali stare ženske delati neke, da so z atomsko energijo napolnjene, da je normalna, da hkrati je polna, topla, tako kot babice so, ampak da je hkrati tudi sodobna ženska, ki hodi na pa body pump, pa ne vem kaj še vse. Tako da mi je bilo, mislim, fajn. Jasno pa, da sem zelo vesela, da sem v tej ekipi, v tem filmu res počaščena in sem vesela. Hvala. Lepo slišati. Hvala. Radovan, izvolite. Jaz bi se v tem primeru, ker ga ni med nami, zahvalil našemu režiserju Borisu Urjaševiču, ki je zadržan zaradi osebnih razlogov, ni ga med nami. Danes, včeraj je bil na projekciji, končno se ponovno smeji, nikoli ni posebej verjel v to, da zna režirati, da zna dobro delati, ampak tokrat že prejšnji film Stekle lisice in ta film sta dokazala, da je starejša generacija še vedno dovolj močna, da ustvarja dobre slovenske filme. V tem imenu se mu še enkrat zahvaljujem, ne samo njemu, ampak tudi našemu kolegu montažerju, ki je trenutno za nami, Juriju Moškonu, ki mu je to, mislim, da 10., če ne vem, kateri točno mladinski film, ki ga je montiral, in pa mojemu dobremu prijatelju Aleksandru Šurkalu, ki je prišel iz Prage, posnet film, prinesel en duh ustvarjalnosti. Rad pa bi še enkrat poudaril na to, da je med snemanjem
bila res pozitivna energija, ne ta, ki si jo vsi želimo ali pa da je vse lepo in zlato, ampak smo bili vsi en do drugega zelo obzirni, zelo, ne rečem profesionalni, smo trudili biti dobri do sodelavca ali pa do mladega igralca in ta duh se je prenesel na film in vsem skupaj še enkrat izredna hvala. Hvala. Zdaj pa še enkrat, Max, v bistvu me zanima, kar se tiče samega sprejema. Imeli ste svetovno premiero na festivalu Schlingel v Chemnitzu, na mednarodnem filmskem festivalu, potem so sledile vse te projekcije na domačih tleh, imeli ste jih najbrž, ne vem, če jih še štejete, jih je bilo kar precej v zadnjem mesecu. Kako si sam sprejel to, da si se zdaj že nekako navadil gledati na velikem platnu in videti, da se ljudje ali poistovetijo s tabo ali navijajo zate? Kakšen občutek je to za enega mladostnika? Torej, prvo tako izkušnjo sva s Frido imela v Chemnitzu na festivalu in tam res nisem pričakoval ničesar. In pol prideva s Frido v dvorano, se spomnim, bila je nafilana z otroki iz raznih šol, čisto bila polna, ne vem, koliko je imela? 680 dvorana v Nemčiji. In bila je kompletno polna in pa mi tja prideva in otroci ploskajo in se veselijo in pa so po pogovoru dol prišli k nam, smo se slikali, smo podpisavali stvari in to je v bistvu začetek nečesa, kar se je pol odvijalo naprej tudi na slovenskih premierah, na enih bolj, na enih manj. Ampak v bistvu je res so te premiere wow, sploh če imaš res lepo publiko, je pa sploh neverjetno. Kar se pa tiče gledanja samega sebe na velikem platnu, pa seveda najprej si malo skeptičen, ampak se nekako pol navadiš na to, da gledaš samega sebe. Je pa pol res, da vsakič, ko pogledaš film, si bolj samokritičen. Vedno več napak vidiš, vedno več vidiš, kaj bi rad spremenil, tako da po eni točki se moraš ustaviti, pa gledati film samo tako objektivno, pa se ne več fokusirati toliko na svoje napake. Bravo, zelo zrelo in definitivno res. Mislim, da bomo tudi tam na levi strani omizja potrdili, da je to. Max, te že kaj kličejo Elvis, si že dobil ta nadimek Škorc, Elvis? Ja, sem dobil. V šoli sošolci zelo radi uporabijo to ime, ko me hočejo poklicati. Drugače sem tudi že od par čist nepoznanih ljudi dobil v šoli sicer, no, ampak jih nisem poznal, so me Elvis poklicali, tako da ja, se začenja. Se začenja, navadi se. Frida, kako je bilo pri tebi vse to skupaj, kar se tiče premier, tega nekega občutka tam? A je kakšen prizor v filmu ali pa kakšna situacija, kar rečeš, tole čakam, na tole sem, ta je res lep prizor, od tam naprej sem sproščena, vem, da je full fine film. Ne, jaz res mislim, da je najlepših prizorov je zadnji prizor. In prav spomnim se z Maxom, ko sva prvič gledala film, ko sva imela toliko fajn publiko v Chemnitzu, kako so začeli kar ploskali sred zadnje scene. In prav vem, da sva z Maxom dobila kurjo pold in prav tako toploti pri srcu. Pač, ne vem, no res je tak super občutek. Moram pa priznati, da je ta del premier meni isto ljub, kot del snemanja. Ker se mi zdi, da zdaj smo imeli v bistvu čas, da smo se med sabo povezali, pa imamo čas, da vse te stvari delamo skupaj. In je nekako tudi to en tak poseben občutek, pa posebni spomini, da lahko vse to doživljaš z ljudmi, ki so ti blizu. Tako da, ja, meni so super te premiere. Kar se pa pri meni tiče gledanja same sebe, sej pač ne gledam se toliko časa, kakor Max, no, Max se res gleda cel film, ampak na začetku mi je bilo grozno, sploh to, kar naenkrat je tvoja glava čez cel ekran, to sploh nisem bila pripravljena in takrat, ko sem jaz mislila, da je kamera blizu mojega obraza, je pač res blizu mojega obraza, no. In kako se vidi vsak detajl, vsak pomežik, vsak nasmešek, vsak premik. In je bilo ful zanimivo, no. Zdaj pa nekako probam, tako kot je Max rekel, ne gledati sebe, ampak gledati film kot celoto, no. Si kaj spremenila svoj avtogram v zadnjem času? Izpopolnila? Ja, no, jaz ful nisem bila pripravljena, da bojo otroci prišli po podpise. Tako da sem se v Chemnitzu sem se podpisovala s Frida in Max je bil cel ponosen tam s svojim podpisom. Jaz pa sem se podpisala Frida, no? In pol so nam rekli, da bo mogla podpisati ogromen plakat.
Takrat sem se pa pač odločila, da zdaj pa pač jaz ne bom Frida gor, pa imela pa podpis in sem v 20 minutah našla podpis, tako da zdaj imam ta podpis, no, tako da zdaj se pa lepo podpisujem. Lepo, da film oblikuje identiteto na različne načine. Mi dovolite, mogoče bi omenil, Frida je namreč posnela skupaj z Janezom Dovčem in njegovimi sodelavci pesem Ne bodi no norec, ki je danes dostopna že na YouTubu. Sodelavec je bil tudi Marko Bratuš, ki je pomagal pri vsem. Iskrena hvala vsem staršem naših igralcev, ker brez njih, brez njihove podpore, sodelovanja, pomoči, mi ne bi zmogli niti posneti ta film, kaj šele izvesti to promocijo. Tako da izredni starši, hvala vam za vse. Ja, taki, ki se niso kaj preveč vtikali, ne? Ja, ampak so sodelovali tako, kot potrebno in verjeli vsem nam, tako da iskrena hvala. Verjamem, da je to glavno vodilo, v bistvu, ko ustvarjaš. Ostalo nam je še nekaj malega časa za kakšno vprašanje iz publike, če bo. Sicer bom jaz prevzel še zadnje vprašanje. Ok, ga bom res še jaz prevzel in sicer, kaj vas dejansko zdaj še, Radovan, to bo mogoče za začetek, najprej za vas, pa kaj vas še čaka, kar se filma tiče, v bistvu res za vami en kup projekcij, film je trenutno tudi v distribuciji. Na kakšen način poskušate seveda filmu zagotoviti, da bo čim bolj prezenten, da ga čim več ljudi vidi? Ja, dobro vprašanje. Film je po prvem tednu najbolj gledan film v Sloveniji in upam, da bo tako tudi naprej. Ne zaradi tega, ker bi radi, da se film prodaja, ampak mislim, da je film nosi v sebi neka sporočila, nekaj, kar mladi potrebujejo, ampak ne samo mladi, tudi družine, ker mi se ukvarjamo z čisto povsem normalnimi stvarmi, ki jih doživlja čisto vsaka družina, ne samo v Sloveniji, ampak nasplošno v celem svetu. To so zelo univerzalni problemi in želeli bi, da naše spoznanje ali pa naš pogled na te težave ali pa ugotovitve ali pa kako ne to imenujem, vidi čim širši krog ljudi in da jim pri tem pomaga reševati družinske probleme. Mislim, da vi imate pa še dovolj energije, seveda, za vse te podpise in za vse trenutke navijanja. Res je bilo lepo včeraj videti, kako v bistvu to zgleda, kako je tisti zadnji prizor in ta vajin poljub nekaj, kar res asociira na golo sodnikovem podaljšku. To se je dogaja prvič zgodilo v Kemnicu na premieri, kjer so z aplavzom pospremili konec filma. To se dogaja na vseh predstavah, kjer smo mi bili prisotni po Sloveniji, po kinematografih. Včeraj je bila reakcija sproščena, festivalska, Portorož je tukaj, duh morja je odprl srca ljudi in to se je začutilo. Tako da hvala lepa še enkrat. Hvala, ja, definitivno je duh morja tu prisoten, ampak ob takem filmu tudi izzove takšno reakcijo. Hvala lepa. Tako da čestitke še enkrat celotni ekipi, hvala seveda tudi vam za pozornost, hvala starši in še naprej veliko uspehov, tako da, Max, mislim, da te čaka še veliko avtogramov, Frida ga je zdaj izvadila, tako da verjamem, da bo šlo. Hvala vam.